To je zgodba z naslovom, ki je tako šokanten in žalosten, da ga moraš prebrati dvakrat, da verjameš, kaj policija trdi. Ta 7-letni deček je mrtev. Domnevno je tehtal 116 kg. Zdaj so njegovi starši obtoženi umora, potem ko so dečka našli neodzivnega v njihovem domu. Za 7-letnega dečka, 7 let, ne diha. Zdi se, da so začeli z oživljanjem. Imam na novo objavljeno policijsko poročilo, ki podrobno opisuje, kaj naj bi se zgodilo na dan, ko so mladega dečka našli v razmerah, za katere policija pravi, da so bile tako grozljive, da jih, citiram, ni mogoče natančno opisati z besedami. Spremljate primer, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Chris Stewart. "25 kilogramov, bodimo iskreni, to je teža, ki velja za težko tudi po merilih odraslih. Ampak pri 7-letniku si nenehno postavljaš vprašanje, kako je to sploh mogoče. Povprečna teža, mimogrede, za 7-letnega dečka naj bi bila med 22 in 25 kg. 7-letni Casper O'Brien pa bi moral biti znan po veliko več kot le po načinu, kako je umrl in svoji teži ob smrti, kar je to zgodbo naredilo tako odmevno po vsej državi. Ni dvoma, da se je 7-letni Casper soočal z veliko izzivi v svojem življenju, že od rojstva. Njegova družina pravi, da so mu diagnosticirali avtizem, prav tako pa pravijo, da ni govoril. A njegova smrtnica, in to je pomembno, pravi, da je bil Casper bister, ljubeč deček, katerega veseli duh je navdihnil vse okoli njega. Pomembno je omeniti, da v tej osmrtnici tudi piše, da sta za njim ostala njegova starša, Jessica in Damien. In v tem kontekstu je bila osmrtnica napisana kmalu potem, ko je Casper umrl. 4. novembra 2025. In od takrat se je veliko spremenilo, saj sta Jessica in Damien zdaj obtožena, da sta ubila mladega Casperja. Morda ste že videli naslove v tej zgodbi, zagotovo pa tisto številko 255 funtov in vprašanje o tem, kako je to sploh mogoče. Toda policijsko poročilo, ki ga imamo in ki ga bom zdaj delil z vami, vsebuje podrobnosti, zaradi katerih je ta zgodba še toliko težja. Ker vam bom povedal, kaj naj bi po poročanju povedala Casperjeva starša, ko je policija prispela v hišo, in kakšni naj bi bili njuni izgovori. Ne samo glede stanja doma, ampak tudi glede zdravja njunega 7-letnega sina. Gre za nujni primer 7-letnega dečka, ne diha. Zdi se, da začenjajo z oživljanjem. E26 in Rockland Center. Policija je bila tistega novembrskega jutra poklicana v hišo v Genesee Townshipu v Michiganu, natančneje v Flint Township. In ko bereš ta policijski dokument, ugotoviš, da so imeli policisti res težave najti prave besede, da bi natančno opisali, kar naj bi videli v notranjosti. Tako smo našli klic iz 4. novembra v okrožju Genesee, ki je policiste poslal v dom družine O'Brien. V hiši Casper ni dihal. Policija je zapisala, da so prišli v hišo tik pred 9. zjutraj in Jessica O'Brien je povedala, da je Casper tistega jutra okoli 8:30 še dihal, a je 15 minut kasneje šla preverit in ni več dihal. Zato je poklicala 112. Eden od prvih policistov, ki je vstopil v hišo, je zapisal, citiram, "Opazil sem izjemne pogoje kopičenja. Po vsej hiši je bilo smeti na tleh. Bilo je tako hudo, da nisem mogel ugotoviti, ali je na tleh preproga ali les. Prosim, in to sem opazil, ko sem bral poročilo. Gre za 16-stransko policijsko poročilo. In vsaka pripoved, mislim, da je bilo približno 5 policistov, ki so zapisali, kaj so tisti dan doživeli, je pokazala, da so res težko našli besede, s katerimi bi opisali, kaj so doživeli, ko so vstopili v to hišo. Eden od policistov je zapisal, citiram, "Stanovanje je bilo popolnoma ogabno in ga ni mogoče natančno opisati z besedami." Drug policist je povedal, da je ob vstopu skozi vhodna vrata opazil, da je bila dnevna soba popolnoma prekrita s smetmi, vključno s številnimi naloženimi vrečami za smeti. Nej to v povzetku ene izjave policista pišejo, citiram, "Stanovanje je bilo izjemno natrpano in nehigiensko. Povsod so bile velike količine smeti in iztrebkov, ki so dajali močan in neprijeten vonj. Poleg tega je bilo po celotnem stanovanju ogromno insektov. Ta dom je bil razsulu in to je milo rečeno. Ko so se v hiši prebijali skozi smeti, policisti pravijo, da so naleteli na Casperja O'Briena, tega mladega fanta, ki ni kazal znakov odziva. Domnevno so mu izvajali oživljanje člani Casperjeve družine, natančneje njegov stric. A policisti na koncu Casperja odpeljejo v bolnišnico, kjer je bil tisti dan razglašen za mrtvega še pred poldnevom. In po navedbah lokalnega mrliškega oglednika je bil vzrok Casperjeve smrti razširjena kardiomiopatija.
Zato sem to preveril. Jasno je, da nisem zdravnik, vendar Nacionalni inštitut za zdravje pravi, da gre za srčno bolezen, ki je povezana z ljudmi, ki se borijo z debelostjo. Koliko razumem, se tvoje srce poveča in je skoraj preveč raztegnjeno, da bi lahko učinkovito črpalo kri. Kasparjevo srce je bilo preprosto prešibko, da bi lahko še naprej delovalo. Zdaj policija ločeno zasliši tako Jessico kot Damiana O'Briena. In glede na to, kar je bilo navedeno, slišiš veliko izgovorov za stanje doma in zdravje njunega sina. Mimogrede, imata tudi 5-letno hčerko, ki so jo našli v hiši. Policija trdi, da so bili njeni nohti umazani, lasje pa zavozlani in sprijeti. Imela je tudi hud kašelj, zaradi katerega je bila policija zaskrbljena za njeno zdravje. In če pomisliš na vse, kar je bilo morda v zraku glede na opise, ki jih dobivamo iz hiše, je to resen razlog za skrb. Zgodba, ki jo O'Brienovi pripovedujejo o vsakdanjem življenju Kasparja, je naravnost srce parajoča. Jessica je preiskovalcem povedala, da je bil Kaspar mobilen, vendar je tudi rekla, da je preživel 12 ur na dan v svoji postelji. Torej, priznajmo si, večino dneva je bil priklenjen na posteljo. Jegova mati je policiji povedala, da je Kasparjeva prehrana obsegala vsak dan veliko vrečko krompirjevih čipsov, velike pomfri, gazirano sladkano vodo, ki ji pravijo ice, in jabolčni sok. Jessica O'Brien je tudi povedala, da je Kaspar želel samo jesti zaradi nediagnosticirane motnje hranjenja. Ne pozabite, Kaspar je star komaj 7 let in ne govori. Policija zdaj pravi, da Kaspar 2 leti ni obiskal zdravnika in trdijo, da Jessica nikoli ni zares poskušala peljati Kasparja k zdravniku. Prav tako pa pravijo, in to je pomembno, ko razmišljate, kako bi se lahko kazenski postopek razpletel, trdijo, da bi ga lahko peljala. In o tem, kako to vpliva na vse skupaj, bomo govorili še malo kasneje. Zdaj naj bi Kaspar približno 6 mesecev ni opravil kopeli. Njegov oče je dejal, da naj bi ga čistil z robčki približno 3-krat na teden. In rekel je, da Kaspar ni maral vode, vendar so imeli delujočo prho. Torej je tukaj še en primer nečesa, kar bi lahko naredili, in sredstva so bila na voljo, vendar tega niso storili, pravijo policisti. Kar so policisti povedali, da so našli, ko so Kasparjevo telo pregledali v bolnišnici, je resnično pretresljivo. Zato vas bom na to opozoril, preden nadaljujemo. Policija pravi, da je imela vreča, v kateri je bil Kaspar po razglasitvi smrti, zaskrbljujoč vonj, vendar to ni bil vonj razkrajajočega se telesa, temveč, citiram, slabega osebne higiene, umazanije in možne okužbe. Citiram, Kaspar očitno ni bil okopan daljše časovno obdobje. Umazanja, odmrla koža in neznane obloge so bile opažene po celem Kasparjevem telesu. Kaspar je imel dolge lase, ki so bili izjemno umazani in so se na več mestih začeli sprijemati v dreadlocke, kar kaže na to, da jih že dolgo ni razčesal. Kasparjevi nohti na roka so bili zelo dolgi, neurejeni in umazani. Ob pregledu Kasparjevih kožnih gub in pazdruh je policist zapisal: opazil sem rdečico in odprte rane, ki so bile videti okužene, z rdečino in oteklino okoli prizadetih območij. Prav tako piše, citiram, opazil sem ene najslabših odprtih ran in izpuščajev, kar sem jih kdaj osebno videl. Kasparjeva plenica za enkratno uporabo je bila umazana s suhim blatom in urinom. Ko sem odstranil Kasparjevo plenico, je imel globoke rdeče izpuščaje z odprtimi ranami na zadnji strani nog, stegnih in zadnjici, ki so bile videti tudi okužene z rdečino in oteklino okoli prizadetih območij. Te poškodbe in domnevna Kasparjeva zdravstvena stanja se ne pojavijo čez noč. Želim vam pokazati to sliko tukaj. To je na Facebook strani Jessice O'Brien, ki smo jo našli, in gre za sliko iz leta 2022. Ni jasno, kako naj bi se stvari v tej hiši tako poslabšale, če si samo pogledate Kasparja tam. Očitno velik otrok, vendar pa je imel ob času smrti, po podatkih policije, okoli 116 kg. Kar se tiče Damiana O'Briena, očeta, je policiji povedal, da je mislil, da njegov sin tehta 77 kg, kar bi bilo še vedno ogromno za 7-letnika. Ampak ponovno, 116 kg je številka, ki jo je policija navedla kot njegovo težo ob smrti. Še ena stvar, ki sem jo res opazil v pripovedi, ki jo je predstavila policija, in to je naslednje. Jessica O'Brien jim je povedala, da je eden od družinskih psov doživel kap noč pred tem, ko je Kaspar umrl, in da je tisto jutro vstala, da bi se naročila pri veterinarju. Pomislite na to. Njen pes naj bi imel zdravstvene težave. Torej je prva stvar, ki jo naredi, da pokliče veterinarja za tega psa. In vendar njen sin približno 2 leti ni obiskal zdravnika. Policija pravi, da sploh ni vedela, kdo je bil pediater Kasparja. To je bil fant, ki je imel resne zdravstvene težave. Jessica in njen mož pa sta očitno pogosto hodila k zdravniku.
Sodni zapisi navajajo, da je Jessica povedala, da sta ona in Damian redno hodila k zdravniku in njen zadnji obisk pri zdravniku je bil mesec dni pred smrtjo njenega sina. Poleg tega pravi, da je Damianova služba v IT-ju prinašala dobre zdravstvene ugodnosti s soudeležbo le 20 evrov. Ko so jo vprašali, zakaj svojega neverbalnega avtističnega sina ni peljala k zdravniku, policija pravi, da je bil razlog to, da ji je bilo to odveč. Ni ji bilo všeč, da bi morala dolgo čakati v čakalnici, nato pa bi jo sprejel zdravnik in potem bi po 5 minutah zdravnik rekel, da je njen sin v redu. Policiji je tudi povedala, da ne zaupa zdravnikom, ker trdi, da jo je zdravnik spolno napadel. Poglejte, nisem tisti, ki bi zanikal, ali se je kaj takega res zgodilo. In zagotovo ni jasno, ali je to resnica. Ampak tudi, če je to resnica, ne pozabite, da je obiskala zdravnika le mesec dni, preden je njen sin umrl. Kasper je umrl novembra in preiskava se je nadaljevala več mesecev. Nato so 23. junija policisti aretirali Jessico in Damiana O'Briena. Policija pravi, da Damian ni govoril s policijo in je zahteval odvetnika, ko so ga prišli aretirati na njihov dom. Kar se tiče Jessice, je ona govorila s preiskovalci. Policija pravi, da so jim med zaslišanjem pokazali slike Kasperjevega telesa. Jessica naj bi trdila, da so bile rane na Kasperjevi zadnjici tam le en mesec. Opozarjajo, da je sprva trdila, da so bile tam le nekaj dni. Nato je rekla, da ni imela pojma, da ima Kasper izpuščaje po telesu. Zdaj, ta družina naj bi trdila, da so Kasparja nekako umivali z robčki. No, v resnici ne kopel, ampak so mu večkrat na teden čistili telo z robčki. Potem pa je Jessica rekla, da Kasparju ni bilo všeč, da ga brišejo, zato mu je telo obrisala le na hitro. In citiram, Jessica je izjavila, da ni bilo toliko brisanja, kot bi si želela. Policija pa je nato izpodbijala Jessicino trditev, da ni vedela za zdravstvene težave, ki jih je imel njen sin. Citiram, nato sem vprašal Jessico, ali je kdaj pomislila, v koliko bolečinah je bil Kasper. Jessica je odgovorila, citiram, ne in verjetno bi morala. Nato sem vprašal Jessico, zakaj to pravite? Jessica je odgovorila, ko to zdaj vidim, nisem vedela, da je bilo tako hudo. Nisem vedela, da je bilo tako hudo. Bil sem tako v svoji depresiji, da preprosto... Nato sem povzel, da Kasper več kot 6 mesecev ni dobil prave kopeli ali tuša, le brisanje 2 do 3 na teden. Nato sem povzel zdravniška mnenja iz medicinske dokumentacije. Nato sem vprašal Jessico, kako mobilen je bil Kasper. Jessica je povedala, da je bil Kasper še vedno mobilen, vendar je ležal v posteli približno 12 ur na dan. Jessico so nato vprašali, ali sta z Damianom kdaj razpravljala o svojih skrbeh glede Kasperjevega zdravstvenega stanja in njegovega počutja. Jessica je izjavila, citiram, ne, takrat sva razpadala. Njegovo pitje je postalo res slabo in sploh nisva komunicirala. In v bistvu sem sama skrbela za otroke. Zaradi, da ima Damian težave z alkoholom. Poleg tega naj bi priznala, da sta bila finančno dobro preskrbljena, ker Damian dobro zasluži in oba dobivata zdravila na recept za nadzor sladkorne bolezni. Torej vidite, da so njihove zdravstvene težave urejene doma, vendar naj bi po navedbah policije njun sin, ki je pri 7 letih tehtal 116 kg, bil avtističen in neverbalen, ni prejemal zdravniške oskrbe. Kasper prav tako ni hodil v šolo. Tako je bil izven pogleda odraslih, ki bi mu morda lahko pomagali, preden bi bilo prepozno. Kasperjeva starša sta dejala, da sta želela, da obiskuje šolo za otroke z avtizmom, vendar ni jasno, ali so bili dejansko sprejeti kakršnikoli ukrepi, da bi se to zgodilo. Michiganski tožilci ne vidijo tega, kar se je zgodilo Kasperju, zgolj kot dejanje zlorabe ali zanemarjanja otroka, čeprav naj bi to zagotovo bilo. To imenujejo umor. Jessica in Damian sta obtožena umora 2. stopnje, mučenja in 3 obtožb zlorabe otroka 2. stopnje. Mimogrede, ena od obtožb zaradi zlorabe otroka se nanaša na zdravje in varnost Kasperjeve 5-letne sestre. Povedali smo vam že, da so imeli policisti pomisleke glede nje in pravijo, citiram, da je bila bolezensko pretežka in umazana. Odvetniki O'Brienovih naj bi bili na sodišču 2. julija. Kasper je bil ob času svoje smrti visok 4 čevlje in 2 palca, kar pomeni, da je imel indeks telesne mase 71/7. In po podatkih CDC bi moral biti ITM 7-letnika 16. Da bi se pogovorili o tem primeru, se nam zdaj pridružuje upokojeni poveljnik detektivov Will Wolfswiller. Samo razmišljam o 115 kg in preprosto ne morem razumeti, kako so se starši v policijskih zapisnikih, ki jih imamo, obnašali, kot da ni nič narobe. Bili so presenečeni. Mislim, imate ljudi, ki so delali, veste, mislim, da je mrliški oglednik rekel, da so to ene najhujših ran, kar jih je kdaj videl na telesu, veste, in res je težko vse to razumeti. Kaj pa menite o tem, da je to zdaj primer umora 2. stopnje? Mislim, da je to ustrezna obtožba in mislim, da so imeli način, da to obtožbo vložijo,
dokler se mrliški uglednik ni vrnil s svojo odločitvijo. 115 kilogramov pri 7 letih. Kako je to sploh mogoče? Prav. Veš, skoraj tako je, kar mi pride na misel, in grozno je razmišljati o tem. Spomnim se, kako hranijo gosi, ko jih pitajo za foie gras. Skoraj kot da samo zlivaš hrano v usta tega ubogega otroka. Obtožbe o zanemarjanju so bile enostavne. Dovolj je bilo, da so samo pogledali okoli. Stanje prostora, stanje drugega otroka, ki so ga tam našli, to je enostavno. Ampak obtožba za umor druge stopnje, morali ste počakati na mrliškega uglednika in to je ustrezno. 100%. In kar mi je najbolj ostalo v spominu iz številnih policijskih poročil, je to, kako naj bi Jessica O'Brien, mama, domnevno priznala, da je bila pri zdravniku še prejšnji mesec. Priznala je, da so imeli zdravstveno zavarovanje, $20 doplačila, ker ima njen mož, veste, kot so opisali, mislim, da dela v IT-ju, kar pomeni, da ima stabilno službo z zdravstvenim zavarovanjem. Rekla je, da družina ni imela finančnih omejitev. To ni bila situacija, kjer bi lahko rekli, da je družina zašla v težave. Kot je povedala, je denar prihajal. In poleg tega je zame pomembno, da je tistega jutra rekla, da je pes prejšnjo noč doživel kap in da bo poklicala veterinarja. In kot da, tukaj je pes, ki ima zdravstvene težave in ona kliče veterinarja, medtem ko je njen sin izjemno težak in ima kup zdravstvenih težav. In vendar ni obiskal zdravnika že 2 leti. Vse to naštevam zato, da postavim vprašanje. Ko poskušate dokazati, da to ni bil zgolj primer zanemarjanja, ampak nekaj veliko hujšega, kako ti podatki vplivajo na argument, ki ga lahko podate tožilcu, če ste preiskovalec, glede tega, kar ste ugotovili? Tole mi pride na misel namerno in hoteno. Obnašanje teh staršev je namerno in hoteno. Ne vpišeš, ne daš otroka v šolo. Rekli so, da je neverbalen in avtističen, nikoli ga niso dali diagnosticirati. Drugi otrok je bil prav tako bolezensko debel in se je sprehajal naokoli gol. To je namerno vedenje teh staršev. In morate govoriti o tem, da je bilo to ravnanje namerno. Mučenje. Mučenje je bilo ena od obtožb. Zdaj, mučenje, kaj bi to lahko bilo? Bi to lahko bilo prisilno hranjenje tega otroka? Mislim, da bi lahko bilo. Ampak morate pokazati, da je to brezobzirno in namerno. In ker obstaja še ena obtožba, in v Illinoisu obstaja obtožba za zanemarjanje otroka, ki povzroči smrt, vendar to ni umor. In če nadaljujete z obtožbo za umor, veste, upoštevate, da sodni zdravnik pravi, da so to ene najhujših preležanj, kar jih je kdaj videl. Veste, in videli so jih veliko, še posebej, ko gre za starejše v domovih za ostarele, ki jih ne premikajo in podobno. Tako da mislim, da ima tožilec močan primer in mislim, da so organi pregona dobro pripravili primer, da ni šlo samo za zanemarjanje, ni šlo samo za nepazljivost. Šlo je za namerno preprečevanje otroku dostopa do zdravnika. Namerno, veste, da otroku niso zagotovili okolja ali pogojev, kjer bi lahko napredoval ali se celo izboljšal. Tako da mislim, da je obtožba primerna in spet, to je tisto, kar morate dokazati, brezobzirno in namerno ravnanje. Prav tako mi je padlo v oči, da se je zgodba nekoliko spremenila in policija je to zapisala v poročilu, kjer je bila nekoliko seznanjena z nekaterimi zdravstvenimi težavami, ki jih je imel Kasper, ko je šlo za te izpuščaje in rane. In mislim, da je sprva rekla, da so bili tam le nekaj dni. In potem, ko to pogleda sodni zdravnik, ugotovi, da to niso stvari, ki se pojavijo v 24 urah. In potem, ko so jo ta mesec zasliševali, je rekla, da je bilo to bolj kot en mesec. In vem, da je minilo že nekaj mesecev, odkar se je vse to zgodilo, ampak zgodba se tam začne malo spreminjati. Prav tako je trdila, da jo je v nekem obdobju njenega življenja spolno napadel zdravnik, kar je povzročilo, da je izgubila zaupanje v zdravnike. Ne morem reči, ali se je to res zgodilo ali ne, vendar je sama povedala, da je prejšnji mesec obiskala zdravnika. In poleg tega, kar me je res razjezilo, je rekla, da preprosto ni želela iti k zdravniku, ker moraš dolgo čakati v čakalnici. Nato pa vidiš zdravnika le za 5 minut, on pa reče, da je tvoj sin v redu in potem greš domov. Dejstvo, da se zgodba tako pogosto spreminja, tudi zanjo ne izgleda dobro, če je vse to res. Edina zgodba, ki se nikoli ne spremeni, je resnica. Resnica je vedno resnica. Ko začneš opažati spremembe v zgodbi, vidiš opravičevanje slabega vedenja. Govori o tem, da je otrok umazan, ker nikoli ni maral vode. Zato se ne obrisala z otroškimi robčki. Daj no. In povrh vsega še to, da ne zaupam zdravnikom. Zakaj ima 115 kg? Veš, vseeno mi je, če ne zaupaš zdravniku. Zakaj ima ta otrok 115 kg
in kdo, kako smo to spregledali. Kje živijo in v kakšni soseski živijo, da tega nihče ne opazi. Nihče se ne vpraša, kje so ti otroci, ali imajo stare starše. Veš, otrok je šel k zdravniku pred 2 letoma. Morda pri zdravniku sploh ni novinarjev. Ampak spet, otrok je bil pred 2 letoma 70 kg lažji. No, in to je tudi stvar, veš, ta teža. In ljudje, ki gledajo to epizodo, si verjetno mislijo, da že razumemo, ker je res težko dojeti. Mislim, 115 kg je teža NFL linebackerja. Ta otrok je bil star 7 let in je bil visok 127 cm. In samo ti vidiš nekaj slik iz leta 2022, mislim da, tudi iz 2023 na Facebooku. In izgleda kot velik otrok, ampak ne izgleda tako težak, kot je bilo navedeno v tem primeru. In tako je del tega, ko slišiš ali prebereš nekatere izgovore v policijskem poročilu in si misliš, verjetno bi moral tukaj narediti malo več. Želim si, da bi vedel, kaj se dogaja. In preprosto ne moreš. In prepričan sem, da bi porota, če bi šlo to na sojenje, videla sliko njegovega telesa. Mislim, da mora biti to veliko bolj šokantno kot katerakoli slika, ki trenutno obstaja, da bi razumel, kako lahko nekdo tako mlad tehta toliko. 32 let sem delal na policiji. Večino teh 32 let sem preiskoval umore. Videl sem veliko stvari. Nikoli nisem videl česa takega. Mislim, videl sem primere zanemarjanja, videl sem zlorabe in umore dojenčkov, ampak še nikoli nisem videl česa takega. Ko gre za nekatere od teh primerov kopičenja, je bilo tudi očitno, da je bil vonj v tej hiši grozen. Mislim, en policist je zapisal, da ni mogel ugotoviti, ali so tla lesena ali prekrita s preprogo, ker je bilo v tej hiši tako umazano. Ko se odzovete na primer kopičenja, kot je ta, vem, da je vonj zagotovo grozen in da ga morate nekako prenesti. Ampak kaj so nekatere stvari, ki jih v takem kaosu iščete, da bi zbrali dokaze? Kako je zbirati dokaze v takem okolju? To je, mislim, skoraj, glejte, na kaj pomislite. Pomislite na jezdo insektov, na jezdo glodavcev. In to imate. Zagotavljam vam, da to imate v tej hiši. Poleg tega se ne morete premikati, onemogočeno gibanje, obstajajo požarne nevarnosti. Vse te stvari dokumentirate, vse to zapišete, da podkrepite primer, fotografirate in snemate. In vse to vodi do zanimanja za okolje. In to je, mislim, imel sem nekaj primerov, kjer smo potrebovali nekaj časa, da smo prišli do žrtve, ker si moral plezati čez smeti. Človek, in to je preprosto, ja, in iz tega izhaja, da se res vprašaš, kako so sploh ljudje. Očitno so bili v hiši tudi 4 psi, potem pa še mama, oče in stric, ki ni bil obtožen. Obtožbe, ampak res se moraš vprašati, koliko se je sploh zavedal, kaj se dogaja. Ampak spet, za zdaj tam še ni nobenih obtožb. In potem je imel Kasper 5-letno hčerko, ki je bila prav tako, oziroma sestro, oprostite, in bila je vložena obtožba zaradi zanemarjanja v zvezi z njenim stanjem, ker policija pravi, da tudi to ni bilo zdravo. Če gremo naprej, če pogledamo časovnico, koliko časa je trajalo, da smo prišli do te točke? Torej, Casper O'Brien umre 4. novembra 2025. Njegova starša sta bila aretirana, mislim, da je bilo to 23. junija. Kaj meniš o času, ki je minil od jutra, ko so prispeli v to hišo, do zdaj, ko sta oba starša aretirana? Mislim, da me ne preseneča, da je trajalo tako dolgo. Pri tem je veliko dejavnikov. Spet, ne poskušamo dokazati zanemarjanja. To se praktično dokaže samo. Poskušamo dokazati obtožbo umora. Torej boste potrebovali vse dokaze. In veste, da ne bodo nikamor šli. Veste, kje so. 5-letnika ste odstranili. Zdaj ima priložnost, da bo morda spet zdrava in bo lahko živela normalno življenje. Ampak bolje je, da poskrbite, da imate vse urejeno, da boste lahko vložili obtožnico za umor. Zato me ne preseneča, da je trajalo tako dolgo. In potem, glede na to, da ste preiskovali primere kopičenja, zanemarjanja, ker gre za to splošno vprašanje, na katerega mislim, da ne moremo učinkovito odgovoriti, ampak vseeno, kako se kaj takega sploh zgodi? Kako lahko dom pride do te točke? Kaj ste videli v svoji karieri? Naprimer, v primeru zanemarjanja, kot je ta. Kako pride do te točke? Tudi v tem primeru, pa naj bo še tako edinstven in grozen. Kako pride dom v stanje, v kakršnem je bil očitno ta v Flint Townshipu v Michiganu? Ni se začelo pred 7 leti. Ni se zolo pred 5 leti, ko so dobili te otroke. To je nekaj, kar traja že dolgo časa, da se nabere toliko krame in toliko smeti. To se je dogajalo že dolgo predtem. Tako so se ti otroci rodili v takšno okolje. In postaje samo še slabše, ne postane boljše. Ampak to ni nekaj, kar bi trajalo 7 let.
Trajalo je dlje kot to. Kaj pa meniš o dejstvu, da se zdi, ne bom rekel, da je bil zdrav, mislim, ne poznam njegovih zdravstvenih kartotek Kasparjevih, ampak leta 2022-2023 je videti kot velik otrok. In potem imaš to dveletno obdobje, ko je nenadoma pridobil na teži, kar popolnoma presega to, kar bi si sploh mislil, da je mogoče za nekoga tako mladega. Vem, da je rekla nekaj v smislu, da je bila njegova prehrana sestavljena iz gaziranih pijač ali peneče sode in krompirjevih čipsov. To ni mogoče. Prav. Količina kalorij, ki jih moraš vnesti v telo. In potem prideš do določene teže, kjer potrebuješ x količino kalorij, da to težo vzdržuješ. Ne vem, kaj se je dogajalo v tisti hiši, ampak Bog pomagaj. Pravzaprav si izpostavil zelo dobro točko, ker v policijskem poročilu mislim, da navajajo, da je šlo za veliko vrečko krompirjevih čipsov, velik pomfri. In potem nekaj kot ledena voda, ampak je v bistvu sladkana, gazirana pijača praktično. In kot da to še vedno ne doseže te določene teže, zdi se, kot da mora biti tam še kaj več. Moral bi imeti stalen dotok gazirane sladkorne pijače, skoraj kot infuzijo, da bi vnesel toliko kalorij v telo in pridobil takšno težo. To mora biti prisiljeno, skoraj kot prisilno hranjenje. Ne morem si predstavljati ničesar drugega. Ja, mislim, da. Zaenkrat tega še niso zatrjevali. Ampak pomisliš tudi na to, recimo za odraslega, ki je morda visok okoli 180 cm. Količina truda, ki bi ga moral vložiti skozi daljše obdobje, da bi dosegel to številko, je preprosto neverjetna. To preprosto presega vse. To sem vsaj jaz mislil, pa nisem nikakršen strokovnjak za to, ampak kako bi bilo kaj takega sploh mogoče? Tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo naprej v tej zgodbi. Ta deček si zasluži veliko boljše življenje, kot ga je imel v kratkem času, ko je bil z nami. Star je bil komaj 7 let. Veš, bomo videli, kaj se bo zgodilo naprej. Odvetniki staršev naj bi bili jutri na sodišču, mislim. Tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo naprej v tem primeru, saj se tako Jessica kot Damien O'Brien soočata z obtožbami, vključno z umorom 2. stopnje. Upokojeni poveljnik detektivov Will Svilar, nekdanji član policije v Chicagu. Vedno je odlično, da ste tukaj pri Law and Crime. Vem, da imate zdaj svoj podcast. Ljudje ga lahko najdejo tukaj na YouTubu. Kaj morajo ljudje vedeti o njem? Imamo 4 ljudi. Jaz imam 32 let izkušenj na oddelku za umore pri chicagoški policiji, 2 odlična detektiva za umore, Danny Stover in Tim Murphy, ter Maureen O'Connell, ki ima 25 let izkušenj pri FBI-ju in je res izjemna. In naš podcast se imenuje Big City Crime Inside the Red Tape. Ko rečemo znotraj rdečega traku, mislimo, da smo bili dejansko znotraj rdečega traku. To je notranji obseg prizorišča zločina. Torej, poskušamo podati svoje mnenje o zločinih, ki se dogajajo po svetu in po državi iz naše perspektive. Iz tega, kar smo s svojimi izkušnjami videli znotraj rdečega traku. In to je odličen vpogled. Mislim, da to zelo dobro počnete tukaj v tej oddaji, ampak za mnoge izmed nas, ki nikoli nismo bili znotraj rdečega traku, jaz sem bil zagotovo zunaj njega, pokrival sem veliko prizorišč zločinov. Vedno je fascinantno slišati, kako lahko vsi vi v organih pregona povežete vse koščke teh primerov. In kot vidimo v zgodbi, o kateri govorimo tukaj, gre tudi za res težke situacije, s katerimi se morate soočiti na poti do morebitne obsodbe. In pri mnogih teh zahtevnih primerih, upokojeni poveljnik detektivov Will Svilar iz policijske uprave v Chicagu. Vedno je odlično, da ste z nami na Law and Crime. Hvala, ker ste bili danes z nami. To je vse za On the Case, ki ga predstavlja Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubu in Spotifyju. Prav tako nas lahko spremljate na Peacocku. Sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.